Pozdravljeni! Danes bomo govorili o psihi. A ste vedeli, da beseda psiha izvira iz grščine in pomeni, to je izraz za dušo. Zanimivo, da v zahodnem svetu pa imamo psiha, se pravi, če ti nagaja psiha, pomeni, da imaš težave z živci. Psiha pomenijo na koncu koncev, psihologija preučuje živce, odzive in tako naprej. Ampak v osnovi, če bi se držala psihologija, bi prišla do duše. Ampak, uradna medicina pa psihologija je verjetno še daleč od tega, da bi se ukvarjala z dušo, zato ker duša je predaleč, je neotipljiva. Ampak dejstvo je, kdaj začnemo mi obolevati na živcih in nam nagaja psiha. Glejte, takrat, ko ne slišimo sporočil svoje duše, ko je enostavno, duša začne govoriti in na začetku te opozori, pa reče, to ni v redu zate. In mi teramo naprej. Ja, zato, ker imamo strah, ker nas je strah izgube, strah pred spremembo, strah pred, Bog si ga vedi, kakšne strahove vse nosimo za seboj in enostavno ne delamo nobenih sprememb. In duša opozarja. In potem enkrat utihne. In ko duša utihne, takrat začnejo sporočila prihajati preko bolezni, preko opozoril na telesu. Mogoče se začnejo kot neka vnetja, recimo. Kdor ima vnetja, recimo živcev, da mu začne se kaj, trzanje takole, potem začnejo boleti sklepi, mogoče krpalni kanal, mogoče imate težave z limfo, v glavnem vse skupaj, telo začne na en način pač sporočati, nekaj je narobe, da je nekaj narediti. Mogoče imate nihanje razpoloženja, enkrat popente, drugič ste dobre volje in tako naprej. V glavnem, telo ves čas sporoča, da je nekaj spremen, treba bo nekaj drugače. Ampak, dokler imamo vse strahove, in to je predvsem strah pred spremembo, toliko časa pač ne bomo nobene stvari spremenili. Zato, ker je strah močnejši. In strah nas bo zmerom pripeljal do te točke, da bomo obtičali. In zdaj, če gremo na psiho, to o psihi sem prebrala tle noter, mitološki tarot. V glavnem, psiha, v grščini ta beseda pomeni dušo. Je bila princesa, ki je bila tako lepa, da je bila boginja Afrodita ljubosumna nanjo. Afrodita je naročila svojemu sinu Erosu, se pravi boginja ljubezni, bogu ljubezni, Eros, naj kaznuje predrzno smrtnico. In v glavnem, kakorkoli, Eros, bog ljubezni, se zaljubil v psiho. In potem, zdaj, če povem celo zgodbo, kako je izgledalo, ko jo mora ubiti, v glavnem se zbode na svojo puščico in se zaljubi v psiho. In potem psiha pri njem pristane v gradu in mu mora obljubiti, da ne bo nikdar pogledala njegovega obraza. Rekel je, da sta poročena in da je ona njegova žena. In sčasoma jo je začelo pač firbec smatrati, kakšen je ta njen skrivnostni mož. Imela je 2 sestri, ki sta jo nagovarjali k temu, naj pogleda, kakšen je njen mož. V glavnem, ko je ona prižgala svetilko, da je videla, kdo je njen mož, se je zbodla na Erosovo puščico, se zaljubila v boga ljubezni in, ker je bog ljubezni videl, da je prelomila obljubo, se je razjezil in jo zapustil. V glavnem, potem je psiha obupano iskala ljubezen in na koncu boginja Afrodita, Zeus, dovolijo, da se združita. No in zdaj, če mi gledamo, kaj se pa nam dogaja. Zakaj mi zbolevamo na živcih? Zato, ker izgubimo ljubezen. Zato, ker imamo občutek, da nas nima nihče rad. Zato, ker si želimo drugače ali pa nekoga prepričati, da nas bi imel rad. Ampak dejstvo je, kar pa vse skupaj, vsi odnosi v osnovi nas učijo ljubezni do sebe.
Dokler mi ne bomo svoje ljubezni do sebe usmerili v to, da se imamo res radi in da se res cenimo, toliko časa se pač nič ne more spremeniti. Vem, da bi danes lahko govorila o protestih in tako naprej, ampak namerno ne želim. Zato, ker danes so bili protesti in dejstvo je, da, veste, dodajati olje na ogenj je za moje pojme brez veze. Druga stvar, na kar ima pa vsak izmed nas vpliv in ima lahko odnos s tem, je pa svoje življenje. Vsak izmed nas lahko vpliva na svoje življenje. In naše življenje se lahko samo takrat začne spreminjati, ko mi začnemo sebe ceniti. Ker, poglejte, psiha, ki je bila, je že blaznela od tega, ko je iskala ljubezen in kje jo najdemo? Kje mi najdemo ljubezen? Absolutno v svojem srcu. Pojmo še malo na mogoče mitologijo. V hinduizmu je ena zgodba, da so se bogovi zbrali in so se pogovarjali, kam naj skrijejo božje seme, prav božje seme. In so se pogovarjali, a ga dajo v najglobje morje, a ga skrijejo nekam. In so rekli, ne, človek bo najdel, dajmo ga skriti v globine njegovega srca. In v bistvu, ko so skrili to seme božjega v srce, vsak izmed nas ima v srcu noter božansko iskro. In ta božanska iskra ima vso moč, da lahko ustvarja. Vso moč. A se zavedate tega? Kvantna fizika je dokazala, da imamo v sebi moč ustvarjanja. To pomeni, da jaz še nečemu namenjam pozornost in gremo čisto lepo na telo. Če jaz non-stop govorim svojemu telesu, joj, zredila si se, joj, kakšna pa si, vam povem, ko mi je ena gospa rekla, pa če sem prišla v meno in ja, 2 kilci sta mi šle gor, ampak ja, seveda se mi nekje pozna in normalno, da nimam iste postave, kot sem jo imela, ne vem, boljšo imam, kot pri 15 letih, ampak kakorkoli. V glavnem ta gospa, pa mogoče sem bila še malo napihnjena, reče, iz Bosne je rekla, Menka, pa trebaš, da nehaš papcati, moraš manj papcati, tole ni v redu, kaj ti takole papcaš. V glavnem, kakorkoli. Dejstvo je, da kolikor časa jaz ne sprejmem svojega telesa, se bom vedno kritizirala. In vedno me bo mogoče kakšna kritika drugih ljudi še bolj prizadela. Zato je tako pomembno, da jaz začnem gojiti zdravo samopodobo, zdravo ljubezen do sebe. In ne glede na to, če sem se zredila kilogram ali 2, dejstvo je, da vsakmu niha teža, pa če treba spremeniti večerjo. In to ni nič težga. Zvečer je potrebno jesti res samo beljakovine in zelenjavo. To je prva zadeva. Druga zadeva, se moramo vprašati, ali izpuščamo obroke. In če jih, to pomeni, da moram jesti na 2 uri pa pol do 3 ure, zato ker moje telo to potrebuje. Naslednja stvar, če se vprašam, a imam pri vsakem obroku nekaj od beljakovin? In če nimam pri vsakem obroku nekaj od beljakovin, kaj bo? Moje telo enostavno odreagiralo na to in bo začelo shranjevati. No, naslednja stvar, kar vidim pri meni, da je izredno učinkovito, ampak res učinkovito, sok zelene zjutraj na tešče. Jaz vam povem, da to je pa wow. Vem, da sem že v preteklosti govorila, da si peteršilj dajete noter v smuti jutranji, ampak vam povem, da je še bolj učinkovito, če zjutraj na tešče popijete sok zelene. Potem to gosto, kar ostane, pa potem jaz dam v jutranji smuti. Tako da dejstvo je, ja, ljubezen do sebe se začne tukaj, da pač moje telo nahranim. Ljubezen do sebe se začne s tem, da pač dovolj pijem. Pa vidim, da nekaj na mojem grlu se dogaja, je že v redu. Ker mi imamo ves čas neko čiščenje. In zdajle so posebne energije čiščenja. In tisti, ki imamo kaj še za narediti na sebi, ja, zdaj na nas mogoče premetuje. No, jaz za sebe zdaj tako govorim. Jaz mislim, da zdaj
tega ta hujga sem pa res ven. Ker tako kot me je nekaj časa nazaj premetavalo, je zdaj že juhej. Tako. In zakaj sem tako juhej boljš? Veste zakaj? Zato, ker sem temeljna prepričanja dobesedno počistila. Temeljna prepričanja so povezana s prvo pa drugo čakro. Temeljna prepričanja so povezana s tem, kdo jaz sem. Povezana so vzorci moje družine. Povezana so s čustvi moje mame med nosečnostjo. Povezana so z vsem tem, kar me je mogoče tudi v dobi odraščanja prizadelo, pa sem lepo pomedla pod preprogo, s tem se pač ne ukvarjam. Vem, da ni enostavno, ko se lotimo tega čiščenja, ampak čas je. Tak čas je. Glejte, tukaj noter v knjigi, ko imajo duše žur, v prvem poglavju imate prepričanja, ki enostavno, ki pametno, da greste skozi. Jezna sem na sebe, zamerim si, zamerim nekomu drugemu. Jezna sem, ker me nekdo ni podprl. Žalostna sem. In sploh ta, žalostna sem, ne, s tem definiramo sebe. Zdaj pa pomislite, ljudje, ki so žalostni, ki so razočarani in jezni, vse to se locira na srčno čakro. Srčna čakra je pa direktno povezana z imunskim sistemom, s timusom, in direktno je povezana s tem, da kdor tega ne počisti, ima dobro pot do raka. Prav dobro pot, odlično, prav tlakovano pot do raka. No pa dajmo se zdaj nazaj vrniti na mitologijo, pa na psiho. Psiha obupana išče. In zdaj, če vi obupano iščete ljubezen, kaj se zgodi? Ste žalostni, ste razočarani, mogoče jezni na koga. Kakšno podlago si delate za vaše zdravje? Ko boste spoznali ali pa ko boste usvojili ljubezen do sebe, boste spoznali tudi to, da vas ima vaša duša neizmerno rada. In vsi tisti, ki trpite na psihi, se pravi, imate psihološke težave, v osnovi to pomeni, da imate dušne težave. Da ste mogoče vašo dušo postavili na stranski tir in vi terate življenje dalje in ne slišite svoje duše. In zato imate težave s psiho. Vem, da je enostavno govoriti, ampak vem pa tudi, da obstajajo rešitve. In zato vam to govorim. Zdaj pa kaj lahko naredite? Vam povem eno zgodbo. Ena gospa je bila, pa vem, da sem že govorila enkrat o tem, ena gospa je bila v službi in v službi, ja, po robu so hodili vsi, ampak ona je bila ta glavna in so ji nekaj podstavili in na koncu je s policijo so šli nad njo in je v tistem šoku podpisala sporazumno odpoved. In je pristala na cesti. V glavnem, znebiti so se jo hoteli. In potem po tistem je padla v globoko žalost, prav v luknjo. Ni videla nobenega izhoda ven, imela je samomorilne misli. In glas je, ki je govoril, pa se ni vredno, osramotila si se, fentaj se, konc je. In ena sestra me je poklicala in jaz sem ji dala takrat formulo 4, kalcij, magnezij, pa omega 3. V glavnem, zakaj to kombinacijo? Ker je to točno kombinacija za obnovo živcev, za psiho. No in v glavnem, ona se je popolnoma sestavila, pa šla je še po homeopatske granule za boljše psihično počutje, kar pa na koncu koncev dobite brez recepta v vsaki lekarni. In poglejte, v tem primeru, če vidite, da imate težave s psiho, da vas enostavno življenje premetava iz enega konca na drugega, dajte si malo pomagati. Ja, pomagajte si z vsem, kar mogoče obstaja naravnega, nemogoče, kar obstaja naravnega in recimo homeopatska zdravila. In ja, jaz nisem proti temu, da ne smete uživati antidepresivov, ampak ne pa, da jih jeste kot bombone. Antidepresivi so v bistvu
nosijo vse, imajo hormon sreče in ta hormon sreča vam pomaga čez neko hudo stresno obdobje, da boste lažje šli naprej. Ampak samo začasno, to, da se sestavite, ne pa, da jih na dolgi rok jeste kot tablete, ker kaj se pa poj zgodi? Poj se pa zgodi, da postanete odvisni od tega, od tablet, izplavlja se vam B-vitamin, izplavlja se vam cink, izplavljajo se vam ključni vitamini iz telesa in potem ste vedno globlje. Enostavno potonete in nimate moči, da bi šli naprej. No, takole. V glavnem, zdaj, če povzamem današnji video, tisti, ki imate težave s psiho, pomeni, da ne slišite vašo dušo. In tisti, ki ne slišite svoje duše, dajte začeti izvajati zdravilno molitev dekodiranja. Dobite vse na internetu, na YouTubeu. Vtipkajte zdravilna molitev dekodiranja v 3 korakih. Začnite čistiti. Začnite čistiti svojo podzavest in boste videli, kaj se bo zgodilo. Pojmo še na karte prehodu na vodovo. Kaj je tisto, kar je ta trenutek za vas pomembno? Tisti, ki imate težave s psiho oziroma s tem, da ne slišite svoje duše. Vaša zavest se širi in dviga na višjo raven. Dovolite si, da poiščete pomoč. Voda očisti me. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Voda je tista, ki napolni celice z energijo. In odpuščam si in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. In bom tukaj zaključila današnje sporočilo. V glavnem, kar se tiče odpuščanja. Zdaj samo tako počakajte, da jaz najdem knjigico, ki je očitno nekam šla. Ki je očitno ni pri roki. No, to pomeni, da odpuščam si in odpuščeno mi je. Sejem semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen in zdaj povejte, kdo vas je najbolj ranil, napolni moje srce. In to si ponavljajte, zato ker, glejte, mi smo samo ljudje. In jaz vam govorim iz svojih izkušenj, ja, takrat, ko sem bila jaz jezna, jaz bi komu zavila vrat, ne pa odpuščam ti. Zato je treba poklicati na pomoč višje sile, ki nam pomagajo pri tem, da se napolni naše srce zdravilno Božjo svetlobo. Tako da, ja, podprite svoje telo na vseh možnih nivojih in boste videli, vsi nivoji vaše duše se bojo napolnili zdravilno Božjo svetlobo in to pomeni, da bojo tudi težave s psiho enostavno odpadle. Tako da ja, uživajte in naj vas življenje podpira.